Vse prave stvari se zgodijo ob pravem času, je v uvodu svoje pesniške zbirke zapisala Mihaela Kežman. V pravem času se je zgodilo tudi najino srečanje, ki je kaj kmalu preraslo zgolj sodelovanje v okviru večgeneracijskega centra Posavje. In to ni nič čudnega, saj Mihaela Kežman preliva barve v vsa področja svojega delovanja. Pa naj bo to izdelava nakita, risanje fraktalov, delo z starejšimi osebami, z mlajšimi osebami in v medsebojnih prijateljskih odnosih. Težko bi rekla, da imam nekaj posebej veliko talentov, ampak mislim pa, da imam eno radovednost v življenju in ta mislim, da me spremlja neprestano že od malega. In zato mislim, da me ogromno stvari zanima, ogromno stvari rada počnem, se ukvarjam, me navdahne neka stvar, potem odkrijem še neko drugo, se lotim še druge stvari in mislim, da zaradi tega počnem toliko stvari naenkrat. Včasih je mogoče to tudi malo naporno, ko je veliko stvari, veliko zanimanj, ampak jaz mislim, da v vsaki od teh zelo uživam in mislim, da vsaka mi popestri življenje. Ja, za študij socialne gerontologije sem slišala že prej, ampak me nekako ni pritegnil, dokler nisem začela delati z starejšimi. Ko sem pa začela delati v večgeneracijskem centru Posavje v Brežicah, takrat pa sem kot ciljno skupino največ delala z starejšimi in takrat pa sem nekako začutila, da bi neko svoje znanje, ki sem ga že imela, nadgradila še posebej z znanjem, ki je za delo z starejšimi. In to je bila ena mojih, bom rekla, odličnih odločitev, ker sem lahko to, kar sem v praksi počela skupaj z starejšimi, še teoretično nadgradila. In zame je bil to eden najboljših študijev, ker sem dejansko lahko teorijo in prakso združevala. Tako da mi je bila to odlična izkušnja in zelo, zelo uživam v tem študiju. Mislim pa, da sem lahko to znanje, ki sem ga na študiju pridobila, tudi ponesla med starejše in da sem nekako tudi zaradi tega znala drugače pristopiti k starejšimi in z njimi nekako vzpostaviti stik, komunikacijo in delati z njimi. Seveda si tukaj še želim tudi v bodoče, ko zaključim ta študij, upam, da mi v tem letu uspe, vse delam v tej smeri, da potem tudi kasneje uspem združiti to področje, se pravi to, kar sem dobila in delo z starejšimi, upam pa tudi, da v navezavi z turizmom iz tega tudi pripravljam svojo doktorsko nalogo in tudi upam, da nekako se podam v akademske vode z tega področja. Ja, zase mislim, da sem že od nekdaj precej kreativna. Res pa je, da sem potem v enem obdobju, ko sem se preselila, si na novo ustvarila družino, dom in v vmesnem obdobju, ko nisem imela službe, sem iskala način, kako bi si zapolnila ta čas in s čim bi se ukvarjala. In takrat sem pravzaprav začela z izdelavo nakita, ki je potem kasneje tudi bil en del moje poklicne poti. Takrat sem začela precej ustvarjati. Izdelavo nakita sem potem v večgeneracijskem centru prenesla še na druga področja, kajti za starejšimi smo ogromno teh kreativnih delavnic imeli. Vedno mi je bilo super, kako so starejši najprej tako z eno zadržanostjo pristopali k tem različnim tehnikam, k različnim delavnicam in kako so potem na koncu se vselej dobro počutili, ko so videli, kaj jim je uspelo, kaj zmorejo, zopet neko novo znanje so osvojili, nove veščine. Pogosto so potem tudi doma počeli te stvari s svojimi vnuki. Ne vem, servetna tehnika, s katero smo se veliko ukvarjali, so jo potem doma na različne načine tudi sami se preizkušali v tej tehniki, sami doma ustvarjali izdelke in jih potem tudi komu podarili za kakšen praznik in to so mi potem pokazali, poslali slikce. Tako da mislim, da so se starejši ob tem zelo dobro počutili. Hkrati pa mislim, da so osvojili
bom rekla, majhne, ampak zelo pomembne veščine. Na eni strani so morali drug z drugim komunicirati, se pogovarjati, kako eden naredi, kako drug naredi, izmenjavali svoje poglede, potem razvijali svojo fino motoriko, da so lahko neke stvari delali. Pri nekaterih so, bom rekla, prsti in roke že mičkeno manj spretni, ampak so tudi to trenirali s temi delavnicami, potem neko znanje so novo dobili. Tako da jaz mislim, da te kreativne delavnice imajo zelo, zelo velike učinke. Ne samo to, da je na koncu en izdelek, ki je starejšim v ponos, ampak da tudi druge veščine ob delanju trenirajo. Tako da zagotovo imajo te kreativne delavnice velik učinek. Jaz mislim, da je vsak človek po naravi kreativen in da ima neko kreativnost v sebi. Ampak vprašanje je, ali znamo to kreativnost prebuditi. Zdaj, kreativnost ni samo to, da mi ustvarjamo neko sliko, nek izdelek. Kreativnost se lahko izrazi v čisto vsakdanjih stvareh, pri kuhanju, pri oblačenju, pri vrtnarjenju, pri čemerkoli. Tako da jaz mislim, da mladi imajo to kreativnost, vendar je mogoče malo bolj razpršena, sploh v tej dobi, ko je vsega na voljo, vseh informacij in vseh dražljajev imajo mladi tako veliko, da so pač mogoče včasih tukaj naveličani teh novih dražljajev in novega učenja. Ampak mislim pa, da z nekimi načini spodbujanja se zagotovo da vsakega mladega spodbuditi, da izrazi to svojo kreativnost. Za svoj rojstni dan sem dobila knjigo o fraktalih in ti fraktali so me potem zelo, zelo posrkali vase. Pri fraktalih gre pravzaprav za risbo, ki se riše z zaprtimi očmi in gre za eno samo sklenjeno linijo. Potem se ta fraktal seveda barva po določenem sistemu, ima pa en učinek, da se lahko preko fraktalov postavi neka diagnostika posameznika in hkrati se potem tudi dela korekcija. Zame ta fraktal pomeni eno veliko meditacijo, eno veliko zdravljenje, sproščanje in jaz v tem neizmerno uživam. Ta vpliv barv, ker vemo, da barve imajo svoj vpliv, meni zelo veliko pomeni, hkrati pa gre za risanje, kot sem prej rekla, z zaprtimi očmi, kjer dejansko se učimo spuščati svojo kontrolo, ker mi smo navajeni v življenju neprestano kontrolirati vse, kar je. Še tudi tiste stvari, ki ne bi bilo potrebno, jih zelo pogosto kontroliramo. Tako da tukaj pa pri fraktalih pa mislim, da se tako ene različne stvari prepletajo in združujejo in meni pač zelo, zelo ustreza. Zato sem potem tudi kasneje šla v šolo fraktalne risbe in tudi postala učiteljica fraktalne risbe 3. stopnje in vidim, da me še vleče in še nadaljujem z tem izobraževanjem. Svojo prvo pesem sem napisala nekje v srednji šoli. Ne vem, katera je bila prva, ampak na začetku sem več pisala zgodbic. V osnovni šoli sem zelo rada pisala spise, ki sem jih imela tudi večkrat objavljene v kakšnih časopisih, celo kakšen honorar sem dobila za njega in to mi je takrat kot majhni deklici pač bilo zelo pomembno in zelo fascinantno. Večina sem pa pesmi začela pisati potem kasneje v času študija, vmes je bila ena taka daljša pavza, potem sem pa zopet kasneje nadaljevala in v zadnjem času jih kar pogosto pišem in mi je tudi to ena taka sprostitev, en tak način, kako dajem stvari iz sebe, tako lepe kot tiste, ki se naberejo in ni potrebno, da jih nosim vsak dan s sabo. Da sem jih posebej skrivala, jih mislim, da nisem. Sem že v času študija kar parkrat sodelovala pri literarnih večerih, ki so jih takrat v mojih Slovenskih Konjicah organizirali ob Prešernovem dnevu in tam tudi imela parkrat objavljene svoje pesmi. Da je pa nastala moja pesniška zbirka, zato je pa vsekakor kriv en moj prijatelj Bojan, ki me je, tako bom rekla, nežno, ampak
kljub vsemu zelo odločno brcal in spodbujal, in pa seveda prijateljica Neva, ki mi je tudi seveda vso strokovno podporo dala in nekako iz strokovnega stališča ovrednotila moje pesmi in mi pokazala, da pač so vredne, da nekoč ugledajo luč sveta. Novembra smo v Krajevni knjižnici Bistrica ob Sotli na ogled postavili razstavo fraktalov. Od takrat pa do danes se jih je mnogo obiskovalcev tudi ogledalo in so poizvedovali o njihovi avtorici. V pravem času pa se bo zgodil tudi pogovorni večer z Mihaelo Kežman tukaj v naši knjižnici. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 23. marca na pogovornem večeru z Mihaelo Kežman. Pogovor z njo bo vodila Neva Hvalec, za prijetno vzdušje pa bosta poskrbela glasbena gosta Zdenka in Andrej Pinterič. Do takrat pa se prepustite, da zasijete, da zaživite. Ženstvenost. Stkala bi nitke v mehko čipko, jo razprostrla po koži in ovila vanjo čustvenost telesa. Prepustila bi plesu, da ga vsrkajo roke, noge in neobremenjena radost. Spolzela bi skozi roke, dotike, poljube. Prepustila bi ženstvenosti, da skozi nežnost duše zasije, zaživi, zadiha.